Voilà! Lepo pozdravljeni v novem podcastu. Danes bova govorila o pereči temi, ki prizadene predvsem dekleta in mlade ženske, o motnjah hranjenja, torej o anoreksiji, bulimiji in prisilnemu prenajedanju. Še preden začneva, naj se zahvaliva vsem, ki spremljate najine podcaste in jih podpirate. Veliko odzivov sva dobila, naj nadaljujeva s podcasti, ker so zelo poučni in poročate nama tudi, da so vam pomagali pri reševanju neke vaše stiske in da jih je potem recimo začel oziroma začela poslušati še vaša partnerica ali partner. Tako da to je res lepo slišati in vesela sva, da s temi podcasti delava nekaj dobrega. Zato polajkajte tale video in se naročite na ta kanal, da boste vedno obveščeni o novi temi. Pustite nama tudi kakšen komentar ali vprašanje. Najine podcaste pa lahko podprete tudi z donacijo preko ene od povezav v opisu tega videa. Hvaležna sva za vse vaše donacije, ker ne vem, če si predstavljate, ampak v pripravo teh podcastov gre res ogromno dela in vaša podpora je tukaj ključna. Tako da, če vas ti videi izobražujejo, če vam pomagajo, se v njih najdete, dobite konkreten nasvet, kliknite na enega od spodnjih linkov za donacijo, kjer nama lahko donirate poljuben znesek. Preden začneva, pa bi se ustavila pri misicah. Ne v zvezi z motnjami hranjenja, ampak nedavno si se na svojih socialnih omrežjih obregnil ob izbor za Miss Nemčije, kjer je naziv najlepše prejela 37-letna podjetnica iz Brazilije, ki je odraščala v izredno revnem okolju v faveli. Požel si precej mešanih odzivov. Res je, da so misice ponavadi mlajše, stare v povprečju 20 let, tudi neke kariere nimajo ali je še nimajo. Izbor za Miss Nemčije pa se v marsičem odmika od standardov. Bi še kaj povedal na to temo? No, moj point je bil ne to, da jaz ljubim mlade ženske bolj kot starejše. Jaz sem želel izpostaviti, da obstaja v teoriji izbora Miss določena logika, ki je nezavedne narave, vezana na osnovne Freudove koncepte, seksualnost, Oedipov kompleks, kastracijo pa tako naprej. In ideologija feminizma je intervenirala v paradigmo izbora Miss. Izbore Miss imajo ljudje, ne vem, od pradavnine. Tudi spomnim se, ko sem analiziral prisotnost žensk na športnih tekmovanjih, olimpijadah v stari Grčiji, tam ženske niso smele prisostvovati, pa bom vulgaren, pa rekel moškemu kurčenju, ne? Kurčenje v športu je transparentno in tisti, ki zmaga, ima tako rekoč privilegij v ženski želji. In potem so pa mame norele, ker niso smele svojih sinov gledati, kako zmagujejo. In ena od teh mam se je napravila v moškega in je ob slavljenju svojega sina tako bila razposajena, da je se razgalila in ta Jožka je ven iz hale padla in so rekli ženska. In bila mama. In potem je opcija, da so to žensko hoteli vreči iz nekih pečin v smrt, zdaj ali so jo ali jo niso, ve se pa, da od takrat naprej so na teh tekmovanjih moških, se pravi v tem moškem kurčenju v športu, agonskih tekmah, ne, agon pomeni tekmovanje oziroma borba oziroma konflikt, kar je temeljni atribut kastracijske bojazni oziroma Oedipovega kompleksa. Od takrat naprej so pa device bile tiste, ki niso smele iti na tribuno, mame, ne, odrasle ženske, oženjene, so pa smele iti, ne, zato ker libidinalno trgovanje, ne, ta izraz se je treba zapomniti, libidinalno trgovanje med moškim in ženskom vselej poteka na nezavedni ravni, na simbolni ravni in tisti, ki zmaga, bodi si v športu ali kjerkoli drugje, kultura, politika, gospodarstvo, ne, ima privilegij v ženski želji. Želi si pa tiste ženske, ki je podobna tisti njegovi mamici, ki se me ogravirala moškemu kot dojenčku, fantku kot dojenčku v spomin. In to je bila mlada mamica. Vselej je bila mlada mamica, tudi zdaj, če ima ženske po 40. letu otroka, načeloma otrok zazre tisto
lepo mlado mamico, ok, po 40. letu se pa pol zgodi, da si taki moški v resnici v odraslosti želejo pa starejših žensk, ne. Ni fatalen tisti lep obraz, ampak načeloma od pradavnine naprej so se moški zaljubljali v mlade, lepe ženske, ki so imeli prav spomin na mlado, lepo mamico, ki jih je imela še tako rekoč v najstniškem času. Mene je imela mama pri 22 letih in prvih 6 let je ključnih in načeloma se moškim dopadejo mlade ženske. Če slučajno ni bila potem stara mama tista, ki je imel otrok raje, deček kot svojo mamico, ki je bila podsotna, delala kariero, ampak nekaj naravnega, normalnega je, da včasih homo sapiens, ko pride deček na svet, vidi tisto lepo mamico in paradigma lepe mamice se naseli v inštitucijo, da tako rečem, ali pa paradigmo izbora mis. Vselej je tako bilo in tako je tudi danes, bilo bi, če ne bi feminizem kot ideologija interveniral v to paradigmo s to svojo ideologijo, kjer bi pa rade te karierno uspešne ženske, da bi tudi one imele privilegij v moški želji, kar pa sploh ne drži, ne. Še več, ne. Te karierno uspešne ženske, če tudi je lepa, vrši neko kastracijsko pretnjo moškim, ne, ga kastrira, če ima več denarja, denar je pa simbol ne samo dreka, ampak tudi moškega spolnega organa in moški je tisti, ki mora nemočni mladi ženski zejakulirati denar. Tle je pa paradigma z ideologijo feminizma popolnoma porušena. Skratka. Med finalistkami izbora za Miss Nemčije pa so bile tudi tekmovalka, ki pomaga žrtvam otroških spolnih zlorab, finančna strokovnjakinja, ta ženska je ženske pozvala, naj same upravljajo svoje finance, potem tekmovalka, ki je aktivno sodelovala v gibanju Black Lives Matter za pravice temnopoltih in pa prvič se je v finale uvrstila tudi transspolna oseba. Verjamem, da imaš še kaj za dodati. Ja, bi dodal, ne, kaj je že to transspolna oseba? Se pravi, gej je tam bil v konkurenci, da bi napadal moško željo. Mislim, ta paradigma, kot sem rekel, izbora mis je izmaličena. Anomalija je pa pač ta, da bi te falične ženske, feministke ali pa profeministične ženske, ki del svoje identitete gradijo na falični karieri, torej na zgledovanju po moških, freudovsko rečeno, psihoanalitično rečeno, v objemu zavidanja penisa, se zgledujejo po moških in same sebe vidijo kot vredne, če so čim bolj podobne moškim, oziroma sinu, ki ga oče ni imel, ali pa bratu, ki ga je bolj cenil kot mene, kot hčerko. In pol ta hčerka se zgleduje v objemu zavidanja penisa po fantih in pri sebi ceni falične atribute, ne. Potem je pa karierno uspešna, se kurči v svoji karieri, ima denar, rada ima svoj denar, ne, se pravi svoj denar, se pravi na sebi bi rada, da imela ta organ, se pravi eklatantno, simbolno, nezavedno, oidipalno, nezavedno zavidanje penisa, ne. In potem te karierne ženske se ustoličijo kot uspešne v karieri šele po določenem času, ne pa kot 18-letne najstnice, ki pride tam z gimnazije na izbor za mis in če je komisija normalna, jo izbere. Prej kot tam neko 25-letnico, ki je že diplomirala in je in sploh, ali pa da ne rečem 37-letno Brazilko, ne, ki niti ni avtohtona Nemka. Mislim, to je paradoks na kvadrat. Pa nisem nacionalist, ampak ideologija feminizma ne more na tak način tako rekoč srati po libidinalni paradigmi, ki je takšna, kakršna je. Moški se tam meče ven za lepotico, ne za falično žensko, ki nima nemočnosti, ker ji nič ne more dati, jo tudi v dolžniški odnos ne more spraviti, kako jo pol pa nažgal. Če ne more spraviti v dolžniški odnos, če ona hoče plačati za večerjo ali pa za karkoli, ne. Skratka, ženske se zgledujejo po moških in rade bi, da se jih motri, da se jih vrednoti in same sebe vrednotijo z moškimi vatli, ne. Po moški podobi ona ocenjuje sebe in potem daje to na izbor mis, češ, imejte nas radi,
kujte nas v zvezde, pogledajte, kako smo uspešne. Uspešnost je domena moških, ki se kurčijo, ker so njihove genitalije aktivne, dajajoče, ejakulirajoče. Nemočna ženska, pasivna, kot bi rekel Freud, pa ravno skozi to pasivnostjo, skozi nemočnost, napada moško željo. In moški smo obsedeni z nemočnimi ženskami. In ženske, če so normalne, to vedo. Ta paradigma nova, ki jo pa hoče na silo ustoličiti v družbi, ta pa vse to sesuva. Ne bomo se dali. Ja, toliko o izvoru za mis, zdaj pa greva kar k najini današnji temi. Za uvod na spletni strani NIJZ je o motnjah hranjenja zapisano takole. Motnje hranjenja so duševne motnje. Čeprav se pri osebah z motnjami hranjenja na videz vse vrti okoli hrane in se zdi problem enostavno rešljiv že samo z vzpostavitvijo normalnega hranjenja, pa je problem kompleksnejši in težji. Telesna teža je le zunanji znak duševnega dogajanja, hrana pa le sredstvo za lajšanje duševnih bolečin in stisk. Z njeno pomočjo osebe z motnjami hranjenja nadomestijo občutke in čustva, ki jih ne marajo. V ozadju pa se skrivajo težke duševne stiske in nesprejemanje samega sebe ter slaba samopodoba. Roman, uradni strokovnjaki za motnje hranjenja nekaj vendarle vedo o tej temi, o motnjah hranjenja. Koliko pa se tebi zdi, da resnično razumejo to temo? Govorimo o psihiatrih in kliničnih psihologih. Ja, ne razumejo, rekel, ne štekajo. Brez psihoanalize se motenj hranjenja ne da štekati. Tudi zato ne, ker ima že ime napačno konotacijo. Ne gre za motnje hranjenja v resnici, ampak gre za motnjo v percepciji telesa kot mesta, ki je narejeno za uživanje. Telo je prostor, mesto ali pa objekt uživanja. Na telo so vezani enormni užitki. Te užitki so seksualne narave. To ni človek, da bi bil malo lačen pa se najedel. Seksualni užitki imajo veto v percepciji uživanja oziroma načela ugodja, načela užitka, ki obvladuje človeka. Se pravi, pri motnjah hranjenja gre v resnici za motnjo percepcije telesa kot uživajočega. Če bi s to popotnico, se pravi psihoanalitično, poskušali zaznavati ali pa razumeti, zaštekati motnje hranjenja, bi bil ta strokovni diskurs popolnoma drugačen. Psihiatri pa psihoanalize ne štekajo in potem, banalno rečeno, strokovno ausglajzajo, iztirijo iz tistega koridorja, kjer prebiva resnica oziroma kjer se da ujeti spoznanje, ga nadgraditi in se lotiti motenj hranjenja oziroma motenj percepcije telesa na drugačen način, kot to zdaj ta psihiatri nekaj na silo probajo nahraniti in potem probajo oprati percepcijo, se pravi miselno, lastnega telesa z antipsihotiki. Eno racionalizacija, ki je obrambni mehanizem. Ko ženska napačno ali pa dekle napačno percepira svoje telo, napačno, bi rekel čudno, specifično, jo zagiftajo z antipsihotiki, da ji lažje operejo možgane, da tiste racionalizacije popustijo, a pa punco naredijo pa zombija iz tega, ker ima stranske učinke tudi ti blagi antipsihotiki pomagajo, zjebajo duševnost tej deklici. Ali pa dekletu, mladi ženski. Skratka, oni ne razumejo, psihiatri, niti klinični psihologi, zato ker ne pustijo psihoanalizi pa Freudu, da se ustoliči kot mainstream v psihostroki, ki percepira motnje hranjenja. Se pravi, oni ne vejo, da je prvi dogodek, se pravi travma iz otroštva, ključna za napačno percepcijo telesa. Posledično tudi motnje hranjenja, se pravi vnos hrane v telo, ima tudi simbolno strukturo, kar je že višja matematika ali pa kvantna psihoanaliza, ki jo psihiatri absolutno ne štekajo, ne vedo, da deklica v oidipalni fazi trguje s svojim telesom kot necelim, se pravi telesom brez lulčka, brez penisa, trgujejo pa z nekom, ki ta organ več ima, to je pa oče. Ko bo
ko bo psihiatrična stroka, pa psihoterapevtska stroka, klinično-psihološka stroka začela razumevati motnje hranjenja v tandemu deklica, oče in gre pa samo za motnje, se pravi 90% motnje hranjenja je v resnici vezana na dekleta. Zato, ker je kastracijski kompleks vezan na dekleta, kastracijska bojazen pa na fante. 90% motnje hranjenja je vezanih na dekleta, ne kar na otroke ali pa mladostnike, na dekleta. Psihiatri se pa ognejo te dikciji, ne, da gre za dekleta, zato ker feminizem poskuša interferirati oziroma intervenirati v to razumevanje in spola kar zabriše. Ne, gre za motnje hranjenja pri dekletih in tako se je treba to lotevati. Razlike med spoloma so. Psihiatri nič ne štekajo tega. Štekati je treba. Treba je pa tudi vedeti, da imamo mi največji problem motenj hranjenja je ravno odnos z očetom v primarni družini, se pravi, ločitve so ključne, ključen je odsotni oče ali pa bi rekel kretenski oče, ki v punčki svoje hčerki zapusti napačne psihične občutke, ne, kljub temu, da je družina na videz okej, ampak je disfunkcionalna družina, oče ne zna očetovati, je odsoten, ne zna hčerki reči, ti si lepa. Je pa lahko na drugi strani pa še ena stvar, ta je zelo prisotna v motnjah hranjenja, to so pa spolne zlorabe. Ne? Ko se, bi rekel, ko spolna zloraba moška intervenira v percepcijo telesa, ki ga je deklica lahko popolnoma dostojno unovčila v trgovanju z očetom, ne, v smislu, očka, poglej me, kako sem lepa, če tudi nimam lulčka, ti ga pa imaš. Lej, kako sem lepa. Ne, tudi če je ta paradigma, libidinalno trgovanje hčerke in očeta pravilno zastavljeno, lahko pride do motenj hranjenja zaradi spolne zlorabe, ki se ji slučajno tam nekje zgodi. In potem ta intervencija spolne zlorabe izmaliči psihično realnost deklice, osnovni fundament se pokvari in pride do motenj hranjenja. V puberteti, recimo, zaradi spolnih zlorab. Osnovna paradigma je pa normalna bila. Najhuje pa je, če deklica ne opravi, ne, in sem imel take primere, deklica ne opravi libidinalnega trgovanja lepega telesa za organ, ki meni na telesu manjka, z očetom, ker ga ni bilo, ne, potem se pa tej deklici pa še naredi intervencija s spolno zlorabo. Ne, potem je pa konc sveta. Ne, pa lahko taka punca tako rekoč umre, če se jo pusti psihiatrom, ne, ki jih z mezincem prefilma, ne poje tablet, ki jih dajo, stran meče hrano in shira tako rekoč do smrti. Naj za uvodoma povem, da sem delal v gimnastiki kot trener in tam so bile punčke suhe, ne, oziroma če se je zredila, ni bila konkurenčna. In to meni ni pasal, ne, takrat, da so morale predpubertetnice že hujšati. Ampak potem sem pa dobil leta 94 informacijo, da je tam ena Kristi Heinrich, to je bila ameriška reprezentantka, umrla, shirala do smrti. Stara je bila 22 let, že poročena. Ne zato, ker je morala zaradi tega, ker je bila gimnastičarka hujšati, da bi bila bolj konkurenčna v tekmovalnem smislu, ampak so se določene stvari iz otroštva uveljavile v procesu hujšanja. To hrano je na simbolni ravni simbolizirala z nečem in jo ni mogla sprejemati vase, če jo je sprejela, je ven bruhala, ampak punca Kristi Heinrich, leta 94, rojena leta 1972, je takrat umrla. Mene je bilo groza, ker sem bil pa takrat trener še reprezentance. Govoriš kar suvereno in samozavestno. Koliko pa si sam v svoji tako imenovani klinični praksi, torej v svojih svetovanjih in psihoterapijah, imel opravka z osebami z motnjami hranjenja? Saj sem že povedal, da sem bil trener v gimnastiki. Tam, če ni punčka bila suha ali pa ki je prišla v puberteto, ki je začela to zdaj medenica na raznje, ko je rit dobivala, ko so joški rasli, ne, tam ni nič mišic, tam je nek briko špeh in pol ne moreš več dvojne salte delati, ne, in pol smo hujšali, mislim, jaz grem sam sebi na živce, ampak preden sem jaz zapustil gimnastiko, sem z dopisom na FIG, to je Mednarodna gimnastična federacija, sem spisal dopis in sem rekel, da moramo fiziološke kategorije,
tako kot pri borilnih, pri boksu, recimo, ko imaš mušjo kategorijo, veltersko, ne vem, absolutno kategorijo, fiziološko zrele ženske naj tekmujejo med sabo. Ne morejo delati, ne vem, dvojnih salc s 3 obrati, ampak lahko samo dvojno salto naredijo. Zato, ker telo žensko ni narejeno za športanje, ne? Ampak je zelo estetsko za videti. Tiste predpubertetnice so pa delale, mislim, ni da ni. Vse, kar delajo moški, so te predpubertetnice delale. No, jaz sem svoj čas pač to vse zaštekal in bil pozoren na motnje hranjenja, ki so bile prisotne tudi v gimnastiki slovenski, ne sicer pri mojih puncah, čeprav eno sem zalotil, ko je končala kariero, pismo je začela bruhati. To sem naredil vse. Zato tudi hipnozo sem uporabil. Že takrat, to je bilo več kot 25 let nazaj, zato, da sem mi dopovedal, da je njeno telo lepo. Pa je imela kar normalno družino, bi rekel, ne. Ampak potem se je pa neka kolegica pojavila, rekel, misica, manekenka, ki je bruhala. Pa to na zobe vpliva, ne, zobi spadajo zaradi te kisline bruhanja, ne. Bila je toliko manekenska, da so jo vabili, tudi visoka je bila, mislim, to ko Barbika, blond, bi rekel, joške velike, vse, ona je imela občutek, da ni lepa. Nismo mogli verjeti, fanti, kako to misliš? Mislim, če imaš krčeš, imaš, misica si bila, ne, moje telo ni lepo. Ja, kaj pa narobe, ne, dolge noge, joške tak, pomanjšati joške bi dala. Joj. Pa sem pa jaz ugotovil, da sploh očeta ne pozna, ne, natančno tisto, pred 25 leti sem jaz to vedel, da že je. Zdaj sem pa s psihoanalizo pa elaboriral, zakaj se to dogaja, ne. Mislim, to je bila ena, pred 25 leti, ki sploh še terapiral nisem. Potem sem začel pa terapirati, ne, tam imam 100 metrov stran gimnazija, so punce bruhajoče, rezale so se, prihajale k meni in sem gotovil, da so ločeni starši problematičen, se pravi odsotnost očeta, pa recimo spolna zloraba. Ki si me najdu, ne, punca je bruhala, se rezala, jaz pa najdem spolno zlorabo pod hipnozo, s tem, da je hodila punca s psihiatru in klinični psihologinji. Psihiatr je filal z zolofti, antipsihotiki, ne, una psihologinja je pa rekla, ja, veš, ne bruhat, to ne smeš, veš, to ni zdravo. Vse si v redu zgledaš, ne. Mislim, to niso absolutno nič štekali, ne. Pa sem se pa jaz lotil, ne, nisem napenjal možgane, to je bilo 10-15 let nazaj, ko sem se s tem začel ukvarjati. Ali pa do nedavno sem dobil tudi eno punco, mislim, lepa punca, ločeni starši. Starša nikoli nista skupaj živela. In pol ona prišla pa zaradi enih drugih stvari k meni, ne. In ona je rekla, sem debela. Sem rekel, poslušaj, 13 let si stara. A veš, da obstaja fenomen menstruacije? Ja, imajo vse moje sošolke razen mene. Ja, kje boš ti imela, če nimaš kožne gube, če si taka kot vzdahava ušla? Sem rekel, daj logično sklepi, se pravi, premalo maščevja imaš. Velika si 1,70 m pri 13 letih, morala bi imeti menstruacijo, nimaš jo pa zato, ker si presuha. Ja, jaz imam pa občutek, da sem predebela. Itak. Pa sem jo pa vprašal, po eni drugi logiki, kaj si ona želi najbolj v življenju, ne? Da bi oči in mami skupaj živela. Pa sploh nikoli niso bili družina, ker so šli že narazen. Ampak ta oče ni njeno celo otroštvo njej dopovedoval, da je takšna, kakršna je, da je lepa. Mislim, to je ena 13-letnica. Potem dobim eno 14-letnico, tudi par let nazaj. Mislim, jaz gledam, sem rekel, pismo, tale bo pa manekenka, ne. Tam v 9. razred, to je bila za misico, ne, so jo tudi zbrali za manekenko. Je rekla, to so se zabavali verjetno, da bi jaz bila manekenka. Jaz sem rekel, itak, če si pa res lepa, ne, jaz nisem lepa. Ne. Je imela pa ločene starše in pol meni kaže, koliko je debela in pol pride za tisto kožno gubo, pa prav, glejte, koliko sem debela. Imela je pa, bi rekel, 3 mm kožno gubo. Se pravi, res psihotična percepcija same sebe. Da ne govorim o tistih ortodoksnih anorektičarkih, bulimičarkih, kompulzivnih prenajedanj, ki so prišle k meni in pol ugotovim s hipnozo, recimo ob tem, da ni poznala očeta, je bila še spolno zlorabljena, ne.
kaj pa ta delala, ne? Mislim, se ni bila edina, dve sem imel take, ki se jih točno spomnim, ne, se pravi, ni bilo očeta, je že tle hendikep, pa je bila pa še spolna zloraba, ne, pa 3krat na dan bruha, to tudi režejo se te, ki so bile spolno zlorabljene, vse narobe s telesom. Skratka, ne govorim na pamet, ne, nisem jaz nek suhi teoretik, ki bom zdaj psihoanalizo tam zasmetil po stroki, psihiatrični. Jaz te punce imam, iščem, vrtam s hipnozo po otroštvu, pridem tam do ideje, neko dam nek program, se pravi, skeniram rekel njeno psiho in iščem, zakaj ima tako samo podobo nizko. In potem pridem s hipnozo do dogodka, da je oče hčerki v pijanem stanju, bili so pa že ločeni, na stikih, ne, rekel, da jo nima rad, ne, pa neki v smer, da ni lepa. Mislim, se butasto izrazi oče, ki svoje hčerke ne more lepe videti, ker je tabu incesta, ne, ampak to je rekel, jaz sem pa skeniral spomin in ji najdem spodletelost očeta, ki je v pijanem stanju rekel, da je nima rad. Punca je pršah, mislim, naličena je bila tako, da sem rekel, kaka pa si, a si ti v maškare napravljena, nove obrve naredila, da je neke črte imela do ušesa potegnjene, narejeno glavo imela, zato ker je iskala, kako bi bila očetu všeč, ampak je iskala za nazaj. Skratka, nisem samo teoretik, imam seveda tudi klinično prakso, punc, pubertetnic, mladih žensk ali pa starejših, ki so bruhale, ne, imela lepe zobe, sem rekel, imate lepe zobe, ne, bruhala sem toliko. Anorektična sem bila, bulimijo, ven dajala tisto hrano, ne, pa je pa vse izgnil, ne, pa je pa vse ven popadal. Ne. Ampak je ženska stara 50 let. Sam kaj pa bilo? Očeta je imela, spolne zlorabe so bile in je zaradi teh bruhala. Bruhala je pa zato ven, ne, ker je pedofil pripravil do uživanja in je bruhala zato, da je ven dajala uživanje. Ne samo to, pa da se je rezala, ampak se je pretepala po vagini. Zato, ker je bila vagina tista, ker je uživala med spolno zlorabo. In je bruhala, pa še pretepala se je. 50 let stara ženska mi je to za nazaj povedala, ker sem najdel vse pod hipnozo. Bila je pa zelo sugestibilna. Skratka. Če nam malo obodiš spomin, zakaj točno gre pri motnjah hranjenja? Zdi se, da je dan danes že vse diagnosticirano kot motnja hranjenja. Bireksija, bigoreksija, to je pa tam, da fantje bodybuildajo pa hoče imeti velike mišice. To je absolutno čist drugi register kot motnje hranjenja pri recimo ženskah, pri dekletih. Ali pa tam imajo neko ortoreksija. Mislim, če češ shujšati, ne? Mislim, tudi jaz malo hujšam, ne? Se pravi, ne smem vnos kalorij biti prevelik in bom jedel, ne vem, zdravo hrano, nekalorično, korenček, zelje, solatko, ne pa čokolado, ne. No, in če je ženska, bi rekel, debelušna, ima mogoče še take gene, pa celo otroštvo so pitali, ne, potem ona ugotovi, da je všečna v tej kulturi fantom, če je bolj vitka. In potem začne hujšati, šteti kalorije, ta DSM, se pravi diagnostični statistični manual, priročnik ameriški, tam je pa to kar diagnoza, ortoreksija. Kaj pa je to? Ja, da je ženska obsedena zdravo hrano, šteje kalorijo. In to je zdaj kar diagnoza. Ne, to ni diagnoza, to Američani pretiravajo že v teh diagnostičnih kontekstih 70 let, že pretiravajo. Rekel, po Freudovi smrti, zlata doba psihoanalize je malo minila, oni pa kar psihiatri pa so vse to popredalčkali. Danes je vse diagnoza. Sicer pa obstaja diagnoza, bi rekel, predvsem anoreksija, se pravi, že pred pubertetnice, tam 9, 10, 11 let stare, anoreksija, kar pomeni, da hujšajo. Se pravi, takrat se je želja spolna začenja uveljavljati, ženska spolna želja je vezana na moški spolni organ, ne, strogo teoretsko, ženska si ne želi kar moškega kar tako, ampak si želi organ, ki njena telesu manjka, ne, to iz torej odipalne faze ven, ne, organ, ki ga jaz nimam, ga ima očka, pusti deklica mamico, gre k očetu, očka le
kako sem lepa. 11-12 let stare punce so anorektičarke. Zato, ker ve, da bo unovčila svoje telo kot lepo, tako, da bo se nastavila tistemu moškemu pogledu, moškim fantom, ki ima tistega lulčka več kot njeno telo, ki je necelo. To so anorektičarke. Teh bi bilo pod 1%. Statistika to nikoli ne bo, tam neka psihiatrija govori o 0,5% populacije te nekih mladih punc. Ne da se to vedeti, ker vse, bi rekel, hirajo na skrivaj. Noben ne ve. A spojedla sem, v resnici pa v WC vrgla. Skratka, te 0,5% do 1% je anorektičark. Žensk oziroma punc, predpubertetnih, tudi pubertetnih. Pubertetnice so tudi obsedene pač s hiranjem, ne jejo, so anorektične, presuhe, same kosti so, nimajo menstruacije, ker to shujšajo, to je ta anoreksija. Potem se ta anoreksija lahko prelevi, če se naje, tudi pod prisilo, v bulimijo. Bulimija pa pomeni, da ti hiraš, pa ne moreš več, ker si toliko volčje lačna, se nažreš. Joj, moralni mači, kaj bo zdaj z mojim telesom, zdaj pa debela, noben me ne bo imel rad. Se pravi, tisti moški kot naslednik očeta me ne bo imel rad, fanti me ne bojo imeli radi, ker moraš biti tvigica in potem gre bruhat. Bulimija pomeni, da zaužito hrano še izbruha in potem gre zobje v franže. Se pravi, ta kislina načenja dlesni in zobje lahko izpadajo ali pa postanejo rumeni. Se pravi, anoreksija, bulimija, se pravi, hiranje, če se pa naje, pa to izbruha, da ne bi bila debela. Ampak ne, da ne bi bila debela. Gre za to, da bi bilo njeno telo konkurenčno. Občutka, da je konkurenčno, natančno tako, kakršno je, ga pa nima, ker ji oče ni dal tega priznanja, ker očeta ni bilo. Če odmislimo zdaj spolne zlorabe, ki so tudi lahko pomembne pri bulimiji. Ker bulimija pomeni pa še bruhat, bruhanje pa na simbolni ravni pa pomeni ven dajanje nečesa. Se pravi, nekaj, kar mi je neljubo, kar me mori, dajem ven, kako že, v obliki bruhanja. In ne gre samo za to, da izbruhne hrano, ki jo lahko zredi, ampak gre za to, da občutek krivde lahko ven zbruha. Ali pa občutek ne sprejema dejstva, da je oče kao, ni imel rad. In to je toliko moreče, da daje ta občutek ven. In ko bruha, gre vedno še, torej, ta resnica o percepciji očeta, ki mi ni dal priznanja, da sem lepa, da sem njegova, da sem vredna, še ta moreč občutek ven daje. In potem je krog začaran, z bruhanjem hrane, bruha v bistvu tisto krivdo ali pa nesprejeto dejstvo. In zato je bruhanje problem. Zato, ker simbolno zapopade bruhanje ven dajanje hrane kot nekaj, karkoli že. Potem je pa tukaj še ta volčja lakota, ki pa nima bruhanja, dekle, ki žre ko volk, z volčjo lakoto, kompulzivno prenajedanje, kot se reče strokovno, v tej paradigmi pa ženska golta očetovo ljubezen, ki jo ni bilo. Po moji percepciji. Največkrat sem to zasledil, ko sem analiziral, terapiral, ko sem prodiral nezavedno, ženska se prenajeda, ker ni bila ljubljena. In požreti 5 snickersov ali pa štrucov kruha, to je dober. In ona ne daje kalorije v sebe, vnos hrane. Ne gre za to. Gre za to, da ona požira ljubezen, ki jo ni dobila in to od očeta. In to od očeta. Ok, to kompulzivno prenajedanje imajo tudi mogoče fantje, čeprav teh nisem imel jaz glih v obravnavi. Kje bo fant prišel razlagati, preveč žrem, ker on pa še bolj športa. Skratka, te 3 osnovne, bi rekel, anoreksija, bulimija, kompulzivno prenajedanje so temelj teh motenj v percepciji telesa oziroma motenj, kot rečejo psihiatri, motenj hranjenja. Kako pa je z razlikami med spoloma v kontekstu motenj hranjenja? Ja, seveda, to, kar ne radi slišijo, to je, psihoanaliza je tukaj radikalna, zato ker stebrni kamen psihoanalize je pač ta zloglasni Oedipov kompleks, v falični fazi se zgodi, inherentni del Oedipovega kompleksa je kastracijski kompleks
ki je radikalno drugačen glede na spol, zato ker je anatomija genitalij med spoloma različna. Se pravi, moške aktivne, dajajoče, obstajajoče genitalije, se pravi, penis, lulček, za razliko od deklice, ki je pa tako rekoč deček, celo tako razmišlja, bitje brez spolnih organov, ne? Tako razmišlja deček o deklici. In se boji, da bi tudi on to postal. Zato ga obvladuje kastracijska bojazen. Deček se boji, da mu oče, ne, največkrat oče, ne sme biti mama. Lulčka tega odreže. Če si želi nekaj, kar si ne sme želeti, temeljne želje njegovega otroštva, to je pa mama. Se pravi, če si ti želiš moje žene, sledi kastracija. To deček misli v svoji psihični realnosti in ima kastracijsko bojazen, ker je kastratibilen. Ima lulčka, ki se ga da odrezati. Deklica pa po drugi strani nima lulčka, ne? Kaj pa zdaj, nimam lulčka, enega mezinčka nimam med nogami, a se čemu biti? Ne, očka, poglej me, ti imaš ta organ, ti si več vreden. A sem toliko lepša? Le, koliko sem jaz lepa. Poglej, kako lepo telo imam, če tudi nimam tega priveska, ki pozneje postane pristojek, lulčka. Ne morem stoje lulati, sem probala, pa sem se polulala, počepne, ne, sem majhna, pa lulam. Ne, moški pa s tistim kablom, organom več, tistim pavcem ali pa mezinčom ali pa karkoli lahko lulajo. In potem je oče več vreden, deklica zapusti prvi objekt želje mamico in gre na očeta. Kot nosilca organa, lulčka, penis, ki ga ona, deklica, hčerka, pa mamica nimata. In potem pride do tega radikalnega obrata. In zaradi teh anatomskih razlik so tudi motnje hranjenja radikalno različne med spoloma, ker so simbolni procesi, ki jih diktira anatomija genitalij, različni glede na spol. Mislim, to bi rekel za začetek, ali pa, mislim, bistva sem tukaj povedal, zdaj tega bistva, ne, psihiatri ali pa psihostrokovnjaki, psihologi klinični, ki poskušajo razumeti motnje hranjenja, tega ne štekajo. Je pa to ključno za razumevanje motenj hranjenja. Zdaj pa bi te prosila, da res detaljno razložiš, zakaj se po tvojem teoretskem mnenju te motnje dogajajo in to ravno v času prehoda v puberteto in med puberteto. Ja, mislim, to je tista ena dodana vrednost. Zdaj bom rekel, jaz tega nisem nikjer bral, ne? Ampak ker sem imel klinično prakso, te punce, vem, kaj je kastracija, ojdip, necelost ženska, organ več pri moških, ki je kastratibilen, ne? Če napnem možgane, tudi vem, kako se ta teorija moralnega razsojanja zaradi kastracijskega kompleksa oziroma kastracijske bojazni glede na spol različno razvija. Po Freudu in po Lorenzu Kohlbergu, se pravi struktura nadjaza. Ampak za vzpostavitev motenj hranjenja, ki se zgodijo v puberteti, bom rekel, malo že pred puberteto, pa recimo 13 letih, pa potem 15, 17 leta, tudi mlade ženske imajo, ne, one se pa prenažirajo, pa pol bruhajo. Ampak te anorektičarke nastanejo občutek, da je nekaj z njenim telesom narobe, se pojavi pri 13 letih, ne, če skrajšam. Ta deklica v svoji psihični realnosti, v času ojdipa, se pravi pri 3, 4, 5 letih, ko je razreševala anatomske razlike med spoloma, lastne genitalije primerjala z bratovimi, dečkovimi in ne nazadnje z očetovimi. In zapusti mamico kot manj vredno, ker nima lulčka, kdo pa ima lulčka, s kom se bom pa jaz poročila, s tem, ki je več vreden, to je pa oče. V teoriji se reče, oče kot nosilec organa več, ne? Se pravi, on pa je cel, on pa ima tist privesek, tistega lulčka, penis ima. In logični sklep je, gremo zdaj k očetu. Očka, in to je zdaj ključno, ne? Poglej me, kako sem zdaj lepa, ne? Res je, da sem manj vredna, ker nimam lulčka, ne? Ti ga imaš, bratec ga ima, moški ga imajo, fanti ga imajo, ne? Jaz ga pa nimam. Ampak poglej me, kako sem pa jaz lepa. Vse na meni je lepo. Ok, nimam lulčka, ampak poglej, vse na meni je lepo. In dejansko moški se popade načeloma, tudi v odraslu, vse na ženski je lepo. Načeloma razen vagine, ne? Ta recimo za moškega ni glih lepa v odraslosti, ker ga je groza. Ampak deklica mora nasloviti libidinalno trgovalni apel. Ne? Se pravi,
fantazma, nezavedna fantazma je, očka, poglej, kako je moje telo lepo. Ne, ti pa imaš tega lulčka, ki ga bi tudi jaz imela. Ne, mamica bi rekla, boš imela, kakor boš hotla pri 20 letih. Počak še malo, jih bo ko Rusov tam okoli tebe. Ne? Se pravi, deklica mora apel v kastracijski fazi, ko prepozna, da je njeno telo kastrirano, ne celo, brez lulčka, mora zdaj tam iti k očetu, pa mu reče, čakaj očka, zdaj nimam lulčka, ampak daj me poglej, no. Kako sem lepa, kako je lepo moje telo. In oče mora tem deklico ustoličiti kot lepo. Natančno v tem telesu, kakršnem je, mora foter reči hčerki, ti si moja princeska, oče mora tam biti. Ni dosti, da mama reče, mama je brez lulčka, njeno mnenje ni pomembno. Ne, ni tudi dedek, ker ta dedek načeloma ne spi z mamico, čeprav dedek lahko marsikaj sanira. Ali pa očetov brat, rekel, materin brat. Ne, ali pa očim, recimo, ne, tudi, ne, more nasloviti, se pravi, moški lik, kot biti s penisom, mora nasloviti, intervenirati v dekličino fantazmo, ne, se pravi, lulčka nimam, sem pa toliko lepša, ja, lepa si. Če se to zgodi, se deklici ne bo porodila ideja motenj hranjenja, se pravi, moje telo je pomanjkljivo, nekaj je s tem telesom narobe in potem ga hira. Ne je, ne, ker v tej kulturi, ki ni barok, pa nismo v Afriki, ne, tam shiranke niso cenjene, ne, iz Dahava tam ne pride bliz, debeluške so pa tam, črnci to cenijo, ker to pomeni obilje. Afriška kultura ima druge kulturne pridobitve vezane na telo, ne, ta Evropa pa cel svet, ta anorektični svet, ki ga diktirajo skozi modno industrijo geji, geji pa zato, torej geji, radi bi bili lepi, radi bi bili taki kot ženska in potem so v modni industriji in izbirajo manekenke iz Dahava, ki so suhe kot prekla, brez jošk pa 1,80 m velika, taka kot sem jaz, gej, ki bi rad imel privilegij v moški želji. In potem servira tiste shirane prekle velike, ne. Mi moški bi imeli pa rad opotičeno žensko z velikim joškom, pa malo bolj ritasto, mehke dele. Ne. Te geji so začinili tej kulturi, da je tista manekenka anorektična, ne, in tudi vse shujšane. In ta deklica dobi idejo, da je z njenim telesom nekaj narobe. Idejo dobi natančno zaradi tega neopravljenega trgovanja. Pri 3, 4, 5 letih, ko se z očetom nista zdilala, libidinalno trgovala, v tej paradigmi, jaz kot oče, biti s penizom, evo, jaz, ljuba draga hčerka, imam tvoje telo, tebe, ne, se pravi tebe, vključno s telesom, ne, si deklica misli, te imam zelo rad. Deklica pa misli svoje telo kot telo brez lulčka, ker misli anatomijo genitalij. In zdaj, če se zgodi ta oedipalno-kastracijska scena v oedipalnem trikotniku, se pravi mamica, hčerka, oče, ona, bi rekel, skupla miselne sisteme, tako kot je treba, in v puberteti ona svoje telo, ok, malo bi shujšala, ampak ne bo bruhala. Ne? Razen, če bi se njej naredila pa spolna zloraba. Ko že ona naredi svoje telo kot vredno, potem se pa zgodi spolna zloraba, potem ji pa vse poruši in lahko pride do problematične percepcije telesa. Posledično se zgodi motnja pri hranjenju, ne? Vnosa kalorij, vnosa hrane, ker ima hrana, ko vnaša tudi simbolno strukturo, ne, po nekaj požre, bruha pa pol ven, ne, ven bruha, ne, ki motnja hranje, ne bruha krivdo, ker je v spolni zlorabi uživala, ne, uživala pa fiziološko, ker je anatomija genitalij, klitorično draženje, ki ga naredi pedofil, je samodejno, takšno, kakršne je. Ne, in deklica v spolni zlorabi, če tudi ima fundament z očetom v redu, se zgodi spolna zloraba, klitoris, se pravi, uživa, vagina uživa in potem pride do bruhanja krivde ven, ne, ali pa celo rezanja, pa samo kaznovanja, pa tako naprej. Ne. Jaz upam, da sem zdaj nekaj takega, kar psihiatri absolutno ne vedo. Ne. Psihoanalitiki nikjer nisem zasledil, da bi dali to interpretacijo od sebe.
Skratka, libidinalno trgovanje v oedipalni fazi, v obdobju kastracije se mora zgoditi in deklica mora apel lepega telesa nasloviti na biološkega očeta oziroma očeta, očima lahko tudi, kot bitja s penisom, tudi dedek je v redu, ne? Poglej me, kako sem lepa, ti imaš penis, jaz imam pa lepo telo. In potem je sistem inteligibilen, kompatibilen in deklica je pomirjena, da ima lepo telo. Če se to ne opravi, pride pri 13 letih do motnje hranjenja in potem se začne dogajati po puncini glavi, ne, in pride do enih racionaliziranih občutkov, ker obstaja nezavedno jedro, ne, se pravi psihotičnih občutkov, ki jih psihiatrija hoče spremeniti z antipsihotiki, pa s tableti. To je kriminal nad kriminalom, kaj delajo psihiatri mladim puncam, ki jih šopajo z antipsihotiki, zato da bi punca mislila, da je njeno telo lepo. Kar je res, da je lepo. Mislim, jaz to delam čisto drugače. Skratka, zdaj mislim, da sem bistvo povedal in ga bom tudi zapisal. Ja, hvala, greva kar naprej na fante. Kako je z motnjami hranjenja pri fantih? Ko sem nedavno poslušala eno mlado strokovnjakinjo, pedopsihiatrinjo, je govorila o otrocih, mladostnikih, da bi transparentno govorila o razlikah med spoloma, pa se ni opazilo. Kako je torej s temi razlikami med spoloma? Tole, ta feminizem spola enači, ne? Motnje hranjenja, motnje percepcije telesa na način, kakršen pojmujemo v psihiatriji kot motnja hranjenja, je domena deklic. Deklet, ok, v skromnem procentu tudi fantov, ne? Ampak fantje imajo zaradi narave kastracijske bojazni. Oni so kastratibilni, imajo lulčka, ki je kronično premajhen, se po koncu ne postavi, ne? Če je aktiven ali pa je pasiven, pa dol pade, ne? Vselej prekratek, ne? Premalo potenten, ne? To dečka zaznamuje celo obdobje, ko misli anatomijo genitalij, ko zaznava nasprotni spol, ki je brez lulčka. Kdo je to deklici odrezal? Oče, a už meni tudi, ne? Oziroma a už meni tudi. Kdo bi lahko bil, ki bi meni to odrezal? Ja, kdo drug kot foter, ki mu krade mamico? Ok, deček še misli, da ima penis tudi mama in mora v enem trenutku spoznati, da mama nima tega organa, sebe prepozna kot kastratibilnega in potem njemu zaznamuje vso psihično realnost, vso percepcijo lastnega spola in nasprotnega spola. In ko kompatibilizira nasprotni spol sam s sabo v seksualnem smislu, ve, da je moški tisti, ki daje ženski ali pa v žensko nekaj, kar njej na telesu manjka, ona ima pa tam plac, ne, za not dati, ne. In ta psihična realnost, ki jo diktira anatomija genitalij, deklica na svoj način, je ta diktat pri deklici na svoj način, deček na svoj način. In percepcija telesa kot tudi pomanjkljivega, ampak ne pomanjkljivega kot ne dovolj lepega, ampak kot premalo faličnega, ne. Se pravi, v tej kulturi, ne, naša kultura ni glih japonska kultura, ne, ker Japonci kot klitorični narod, ne, kot Pik Zigmeri takšni, ne, oni imajo pa ogromnost falično. Tam so sumoborci, ne, zamaščeni ko krave so, debeli ko prase, bi se rekli, ne, po domače. Sumoborci kot ogromni imajo privilegij v ženski želji, vse najlepše gejše. Ampak niso toliko mišičasti, kolikor so ogromni, ne, falično ogromni so. V naši kulturi je pa mišičasti moški tisti, ki je ideal, ne samo moškega samega, ampak tudi ženske imajo rade mišičaste moške, ampak zato, ker je penis mišica, ne. Penis ni zdaj kost, kost ima menda medved, niti ni spužva. Ker enkrat v enem intervjuju je rekel, ena mlada ženska, saj penis ni mišica. Sliko, ja, koga pa je? Kost ni, spužva je. A se rekel, ti, tako, pa ko ti drkaš, ga užameš, ali kaj, ni spužva, kljub temu, da gre kri noter, ne, pa da se napihne, ampak drugače je to mišica. In mi moški, ker šteje zaradi kastracijske bojazni samo ena mišica, ne, potem mi moški skrbimo za mišičasta telesa, ne. Ne zato, da bi bili ogromni, ne, kot sumoborci v japonski kulturi ali pa te azijski, ampak je ta mišična masa ključna za uživanje, ko se moški tam pogleda. Spomnim se, ko so tam
hodili v fitness in pa so še neke ampule žrli v cirilici. Napisano sem šel na DIF v laboratorij, si rekel, dajte mi povedati, ko pa je to? To je pa za kol prascev, pa krav, preden grejo na zakol, morajo tole požreti, da imajo čim več mišic. A tip je žrl tiste anabolike, steroide za živali pred zakolom in rekel, če ti nisi mišičast, ne smeš niti pred gimnazijo se postaviti, ne, tistim lepoticam, misicam. Tako psihično realnost imel. Verjetno imel vse zjebano z primarne družine, ni bilo pohval, skratka, on je bil tam pikec, ne, pa se pa na žaru je bil tak Rambo, ko Schwarzenegger, ne, čez 3 mesece je bil pa v bolnici, ker smo jetra odpovedala, ne. To sem jaz vedel, pa te zgodbo poznam. Zato, ker mu nezavedno percipirajo telesne mišice kot falične. Se pravi, on je imel občutek, zdaj sem pa potojoči kurac, če se banalno izrazim. Njegovo nezavedno je prepoznalo kastratibilnega lulčka, kronično premajhnega, kot zdaj se vam mišičast. In moški mišičasti to, ki pijo od sreče. In so pripravljeni strup požreti, sam da bi bil, ne vem, mišičast. Ženske pa glejga šmenta, imajo tudi rade mišičaste tem moške. Ne neke debele, ampak neke koščene, ampak recimo mišičaste, ker mišica ima tudi moč, ki je tudi falična. Tako da obstajajo razlike med spoloma. Moška neka anoreksija, sploh ni anoreksija, ampak je obsedeno z mišicami, moški hujša zato, da gre sala stran steleta, da se vidijo mišice. Mišice je pa treba nabildati, jih hipertrofirati, zato, da je on pol tam pokaže te mišice, ker šteje pa samo ena mišica, tista mednožna. In je psihično pomirjen. Vse na nezavedno simbolni ravni, v primarnem procesu, v realnem, kot bi rekel Lacan. Procesi, ki pa sodelujejo v tej percepciji, te nezavedne psihične realnosti, so pa ti procesi, ki so jih pa v tistem podcastu o sanjah razložila kot, se pravi, delo sanj, pa tako naprej, premeščanje psihičnega akcenta, želje po velikem in zgoščanja. Se pravi, zgosti se, zmiksa se ta mišica spodnja z neko telesno mišico. In potem človek sanja, da je ogromen, da je Hulk. Jaz mislim, da sem zdaj tole bistvo povedal, mogoče rečem še to, da ideologija feminizma hoče pa vse, bi rekel, neutralizirati razlike med spoloma in tudi v teoriji, kar bi moglo se govoriti, se ne govori o razlikah med spoloma, ko se točno ve, da je absolutno radikalno drugače biti, bi rekel, anorektičen ali pa imeti motnjo hranjenja, če si športnik, plezalec, tam moraš biti šmarn pajk, ima 50 kg spislo vred, ali pa tudi recimo neki, plesalci so skakalci, če ti zdaj, da te bo šleto delč, ne smeš imeti preveč mišic, oziroma preveč mišic. Sala ne smeš imeti, ne smeš biti ogromen, moraš biti tam kot nek šmarn pajk. In potem športniki so čisto shirani, nič ne jejo, zato da bi imeli najdaljše stoječe, da bi zmagali. Punca pa bi zato, da bi bila lepa. Da bi moje telo bilo konkurenčno in napadala moško željo, zato ker moški ima pa organ, ki ga jaz želim, ker je epicenter moje želje. Ja, ko smo v prejšnjih podcastih tematizirala sanje, serijske morilce pa odnose med spoloma, si transparentno omenjal psihične razlike med moškimi in ženskami ter razliko v tako imenovanih simbolnih procesih, ki se med spoloma glede na kastracijski kompleks radikalno razlikujejo. Kako bi poslušalcem, da bi res razumeli ves ta prehranjevalni kontekst, še bolj razložil? Kako je na primer z bruhanjem v paradigmi prenajedanja v povezavi s spolom? Ja, zdaj, ko jaz euforično govorim, smo v neki ekstazi, v nekem transu in težko izkristaliziram tisto misel, ki je tako ključna, da je res konsistentno izpovedana. Zdaj, to jaz ne znam točno, ne znam, lahko da suvereno to povem in rečejo, pa ti boljš poveš, kot da bi sam Freud povedal. Ja, jaz se res trudim, da bi razložil in nekateri
ki niso razumeli Freuda, so se celega Freuda pa psihoanalize naučili, ker so mene brali. Ne? To mi je ena dobra poznavalka to priznala. Ampak jaz pa vsem pravim, vsej teli podcasti, ki se jih lepo posluša, tudi na sprehodu, če laufaš, lahko to poslušaš, ne rabiš me gledati, ne, poslušaš, ampak konsistentno misel pa jaz vsem radi zapišem. Ne. In zdaj, ko sem se pripravljal na ta podcast, snujem neke tekste, enih 5 tekstov v nekih nadaljevanjih, kjer sem ene stvari zapisal. Zdaj bom jaz to proval načeloma prebrati, ker sem ta tekst, zelo so mehne črke, utrujen vid imam, sem malo motil, pa še malo sem dislektik. Tolo branje mi glih ne gre, zato sem pa boljši retorik. Ampak tole moram prebrati recimo v kontekstu prenajedanja oziroma goltanja hrane, ki je zelo pomembno, pa bulimije, ker te se pa še bruha. Takole sem zastavil v enem, ne vem, 3. del, ki ga bom nekje objavil. Dekleta z goltanjem hrane večinoma sprejemajo vase ljubezen oziroma sprejetost s strani očeta kot nosilca organa več, se pravi penisa. Prenajedanje ni samo način kaznovanja, se pravi nelepega oziroma nevrednega, pomanjkljivo opremljenega, ne celega telesa, pač pa ima kot sprejemanje nečesa vase, tudi simbolno strukturo. Simbol, to sprejemanje nečesa vase je simbol neprijete, torej odsotne, nedoživete očetove ljubezni, očetovega priznanja, da je dekličino telo, če tudi ne celo, brez penisa, lepo, sprejeto, ljubezni vredno. Vse to sem že prej nekako povedal, ampak čem povedati, da je tale bulimija, kot ti neki sprejemanje vase, ok, pa neke krivde ven dajanje, ko bruhaš, ampak že sprejemanje vase, recimo neprejeta očetove ljubezni, potem pa goltaš tisto hrano, punce goltajo to, ko so meni govorile, pa to ti ne ješ, to žreš, to mečeš vase, to ni nikoli dosti, to bi vse požrla, zato ker ni dobila ljubezni od očeta, predvsem od očeta, kot nosilca organa, ki njej na telesu manjka. Ok, zdaj je še en malce daljši tekst, torej traktat, ki je v tem tekstu, ki ga bom nekje objavil, obsežnejši, ampak bom pa takole zastavil vse, zato da razložim tudi to bruhanje. Oedipska deklica se tako rekoč ne sprijazni, da svojega telesa ne more fantazmatsko unovčiti, torej z njim libidinalno trgovati in v zameno za svojo lepo preostalo telo, preostalo, ker nima lulčka, preostalo telo je pa lepo, se pravi preostalo telo dobiti očetov lulček. Ona tega ne more narediti v tem procesu, ki se bi mogel zgoditi procesu libidinalnega trgovanja. V tem predpubertetnem oziroma pubertetnem času to njeno nesprejemanje, da fantazmatsko ni mogla uveljaviti libidinalno trgovalne paradigme z očetom, tega neljubega dejstva ne more sprejeti, se ne more z njim sprijazniti. In zato to daje ven. Tega dejstva ne more sprejeti in to daje ven v obliki bruhanja. Zato to njej neljubo dejstvo daje ven v obliki bruhanja, bruha. In to bruha, za nazaj bruha, ne tukaj sedaj bruham, nekoč se ni s tem sprijazila, da zdaj ni očeta, ki bi mu jaz dala telo, pa meni tisto, kar meni na telesu manjka, nekoč se je to zgodilo. Zdaj se pa kot drugi dogodek, ko bi rada imela lepo telo, pa bruha, pa se prenajeda, pa bruha, pa izbruhnjeno ven daje. Ja, tisto dejstvo iz otroštva, iz oedipalne faze ven daje. Se pravi, nikoli ne gre za to, da je z dekletovim telesom v puberteti nekaj narobe, pač pa gre za to, da je bilo na nezavedno fantazmatski ravni nekoč, torej v času Oedipa oziroma elektrinega kompleksa, kastracijskega kompleksa, nekaj narobe. Narobe je bilo to, da od očeta ni dobila občutka, torej odobravanja, sprejemanja, da je njeno telo, njen edini libidinalno trgovalni adut, konkurenčen pri naslavljanju fantazmatske želje na očeta,
ki je v osnovi predvsem oziroma zgolj nezavedna. V smislu, ne, ta fantazna dekličina je zelo pomembna. Poglej me, očka, kako sem lepa. Če tudi nimam lulčka, ne, sem pa toliko lepša. Tvojega lulčka, za tvojega lulčka, ne, to je paradoksalno, ampak zdaj to si nisem jaz zmislil. O tem so vsi psihoanalitiki govorili, da si deklica želi očetov penis in zaradi te želje se zgodi želja po otroku. Materinstvo se napaja iz te želje. To jaz ne bluzim. Ne me je zdaj ubit, kot kurirja, ki nosi slabo novico. Jaz samo sporočam. Za tvojega lulčka, za tvoj penis sem ti pripravljena dati preostalo, lepo, necelo, neobdarjeno z organom več, ki ga imaš ti, neobdarjeno telo. Ne penisno telo. Wow. Amen. Sem prebral. Bova spodaj v opis tega videa dodala povezavo do teh tvojih tekstov, ko bodo objavljeni, v katerih teoretsko razlagaš nastanek motenj hranjenja v povezavi s psihoanalizo, gre za tvoje unikatne in originalne teorije. Tako, zdaj pa greva naprej. Mnogi psihiatri govorijo o zahrbtni bolezni. Jaz pa imam občutek, kolikor te poznam, da boš ti govoril kvečjemu o zahrbtnem virusu, ki je okužil miselne procese, predvsem tiste v nezavednem. Ja, ne. Ta medicinska paradigma, ki jo furajo psihiatri, ker psihiater zraste na medicinski fakulteti, ne, tam je telo pa bolezen, ne. Jaz bi rekel, psihične bolezni, ne bi smele imeti ime bolezni, ampak psilezni, ne, psilezni, ali pa če bi bil bolezen, mogla to lezen, ne, telo, bolezen, ne, se pravi psilezen. V resnici gre za virus, v resnici bi morali se s psiho ukvarjati računalničarji, ne pa zdravniki, ki rastejo na medicinski fakulteti, ker oni brskajo tam po možganih, po transmitrih, po sinapsah, po živčevju, corpus callosum, ne vem, komajo tam, amigdala, čustva, limbični sistem. To je tako zavajanje, mislim, to je slepa ulica, na koncu ni pa nič. Zabila se bojo kaj v steno, naprej ne bojo mogli. Kognitivni znanstveniki, računalničari oziroma psihoanalitiki, psihoterapeuti, ki se spoznajo na miselne procese, te lahko kaj pametnega povedo in vpeljejo paradigmo travme, se pravi prvega dogodka in potem drugi dogodek. Prvi dogodek je otroštvo, ta prvost, mislenje, anatomija genitalij v povezavi s trgovanjem, deklica, apel na očeta, aha, lej me, kako sem lepa, če tudi nimam tistega, kaj je že, lulčka, ki ga imajo fantje, bratec, sosedov deček, pa tudi ti očka, ne. Jaz pa tega nimam, in to je ta prvi dogodek, ki zaznamuje motnje hranjenja, ki predstavljajo drugi dogodek. In ko se dogodi mislenje nasprotnega spola, mislenje fantov, ki me privlačijo, ker tabu incesta pomeni oče je prezaseden, ga ima mamica, tabu incesta, zdaj pa pridejo naslednike očeta, fantje, te imajo pa lulčka, se pravi, aha, lulček, pride do sprožilca, paradigma iz otroštva se aktivira, prvi dogodek se aktivira in se v bistvu vzpostavijo pomisleki, kaj je narobe z mojim telesom. Se pravi, travma se vzpostavi, se aktivira ob primernem spoživcu, ki je seksualne narave. In potem se vrača ta potlačitev, odipalna, kastracijska deklica, oče. Se pravi, medicinci v tem kontekstu nimajo pojma in govorijo o zahrbtni bolezni. Gre za spodletelo skalibriranih miselnih procesih. Miselni odtis, to je tudi moj žargon, moj termin. Miselni odtis, ki se deklici zgodi v tej kastracijski, odipalni fazi, ko misli anatomijo genitalij, ta miselni odtis se simbolno vrne v odraslosti. Misel je. In pol v odraslosti ne gre za to, da je deklica obolela, se sploh ne sme tako reči, zmotena, občutke ima napačne, miselne občutke, za to anoreksijo, bulimijo, kompulzivnim prenajedanjem, ne gre za bolezen, ne govoriti o bolezni.
Ne? Niti ne o psi lezni, ne? Se pravi psihologija pa bolezen, psika pa bolezen. Gre za spodletelo razmišljanje o sebi, o svojem telesu, o svoji identiteti in o svoji spolni želji. Se pravi, mišljenje svojega telesa v povezavi, nezavedni povezavi s spolno željo, deklici zagode. Ne? In potem postane zaznamovana in njeno napačno mišljenje je treba predrugačiti, ne pa pozdraviti. Ne? Se pravi, njene racionalizacije so napačne, ampak ne njene racionalizacije. Enačiti s psihozo, z neko halucinacijo in ne zdaj s temi tableti popravljati te procese, to psiko. Ker jaz, mislim, so mi pripeljali eno, v polju so jo imeli, shirano na 42 kil, našopano s tableti, jaz gledam tableti antipsihotiki, stabilizatorji razpoloženja, stranski učenki, hipomanija. Kliče mamico, kako pa ta mala zgleda, mislim, tam neka srednješolka, govori, ko raztrgan dohtar, hipomanije, ne, ni v depresiji, hipomaniji, sem rekel, ne, se to jed s tem. Sem rekel, zdaj pa tako, ne, sem imel pa tudi jajca, pa sem rekel, dajte jo ven s polja, dajte jo k meni pripeljati, in če je sugestibilna, hipnotibilna, ji bom s hipnozo usilil normalne poglede na svoje telo, pa še najedel jo bom pod hipnozo, ne? Ker sem to že naredil. Enkrat sem imel enega shiranega športnika, ja, dej je, ne morem. Sem ga dal pod hipnozo in požrl tisto banano kot keks. Ne? Žensko, če bi jih imel tlele, ne? Saj sem tudi že imel. Sem kupil hrano in pa je mogla jesti pod hipnozo, zdaj mi je pa zapasal. Ja, itak ti je zapasal, če ti sugeriral, da si lačna in da boš pojedla. In moja posthipnotska sugestija je bila močnejša. Se pravi, jo nisem najedel v hipnozi, ampak v budnem stanju je sama čutila, da mora jesti. Skratka, a sem jaz zdaj kaj povedal? Si veliko tega že povedal, nekaj pa imam še vprašanj na zalogi. Ob teh prisilnih hospitalizacijah psihiatri prisilijo dekleta, da jedo, jih hranijo celo po sondah skozi nos, držijo se načela, otroka je treba nahraniti. Kako se ti lotevaš tega delikatnega konteksta? Ja, saj sem nakazal. Zdaj jaz napnem možgane in zdaj jaz vidim, če imam fanta, sem imel tudi fanta, to je bil shiran, to mu nisem mogel nič dopovedati. To je bil testosteronski, se je branil, vse živo. Ne? Ampak punce se da, če so sugestibilne. Se jih da najest pod hipnozo. Ne? To je boljš kot tisti skozi nos, ki je v sonde, pa v želodcu pa ti nekaj pumpat, ki je noter, da ne shiraš. Ne? To Kristi Heinrich, obstajajo slike, so jo filali kalorije skozi nosalne tele sonde. Mislim, to je ena varianta, to je, kako bi rekel, naseljački način, zdaj ga je pa treba tepst, dokler ne je. Pa to kmetje znajo, ne? To nobene pameti ni tukaj. Jaz pa napnem pamet in razmišljam, kaj bi bilo zdaj treba. Aha, z neurolingvistični fintami se bi dal sugerirati, da je lačna, da je dobra. Potem mi lahko, rekel, upereš možgane na način, da ji serviraš dahavce. Ne? So čist shujšani, ne, ko mi, nimajo za jesti, te so pa res bogi. No, pa je daš pa še ono sliko, nje, rekel, v kopalke napravljene. Ne, ta je pa barna, sem ta ni izdahala, to si ti. Jaz sem. Takala sem. Ja, taka si. In misliš, da si debela. A vidiš, koliko snora. Ne? Se pravi, serviraš neko logiko tako suvereno, pa še z nekimi fintami, ali pa še utrdiš pod hipnozo, da bo dejansko spoznala, to smo se že delal, ne? Spoznala, da je shirana, da je neatraktivna, da moški nima rad, da šlata tiste kosti, ampak da ima rad opotičeno, mehke dele, da ima neki zaprijetne, da tiste kosti šlata, ne? In pa kot to logiko, če tudi sugerirano pod hipnozo, osvoji, pa če se sugerira še lakot, se jo da, rekel, naglihati, ne? Kaj imaš najraje in poje sugeriraš, zdaj imaš pa najraje pa hamburger. Gremo na hamburger. Posthipnotska sugestija drži in ona se nažre hamburgerja. Super. In poje se gleda, da ne bo bruhala. Ne? Skratka, potem je pa še ta uvid, ne? Ker s tem uvidom sem pa tudi delal. Ne?
Se pravi, ko si jaz videl, s hipnozo najdu, kaj se je tam dogajalo. Oče je rekel, nimam te rad, v pijanem stanju. Ne? To ni res. On je bil pijan, jezen na vse, zgubil službo, tebi je nekaj rekel, kar ni res. Človek je govorilo, gobezdalo, izreče nekaj, kar ne misli. Ne? Vse drugič je pa rekel, da imam rad. No, vidiš. Ampak s hipnozo sva najdla jedrni dogodek in potem si mi serviral uvid, da je foter pijan, ranjen. In ona je na podlagi uvida spoznala, da jo ima rad, ker dejstva tudi kaže, da jo ima rad, in tudi takrat jo je imel rad, če tudi sta bila očka pa mamica ločena. In ta uvid, da je v resnici pa ljubljena, da jo ima očka rad, če tudi ne živijo skupaj, je pomagal dobiti nazaj apetit. Se pravi, klasična paradigma, skozi psihoterapijo pridi do uvida v jedro nezavednega problema, torej v nezavedno jedro aktualnega problema, ki je moteč, se pravi zavračanje hrane, prideš, odkje se to napaja, ja, iz primarne družine, iz disfunkcionalne, razdrte družine, ni bilo očeta, ali bil pa kreten, pa ni znal svoje hčerke ustoličiti kot lepe. In potem se ta uvid zgodi in potem simptom zgine. Klasična paradigma, psihoterapevtska oziroma psihoanalitična v ožjem smislu. In to je ta adut, ki ga bi rad jaz recimo posredoval psihostroki, psihiatrom, ki so tam na motnjah hranjenja, zanj poslušal, včasih je bila strokovnjakinja Karin Srnec. Pa sem šel, to je bilo 25 let nazaj, na njeno predavanje, dvignem roko, sem rekel, poslušajte, pa dejte jo pod hipnozo, pa dejte jo najest pod hipnozo, če je sugestibilna, se bo to dalo. Zakaj jo tam bičate, pa 3 mesece zaprejo na psihiatrično kliniko, popolnoma normalna, jo imajo priklenjeno tam, pa čakajo tiste osebe, da bo pojedla. Ona pa tam packa, tam pot ne. Sreka, zakaj ne delata s hipnozo? Pa je začela jecljati, ja, sej, pa in to. Sreka, pa intnerja imate tudi v tej ekipi, unga hipnotizerja. Ja. A se rekel, pa tega aduta še niste gor dali, ne? In zdaj pod 25 letih gledam pod mladek, ne, to, ko je že, Ana Mirković, Selakoviću, ne, se je govorila lepo, ampak ko srednješolka se je nekaj naučila. To ni nobene ustvarjalnosti, noben nič ne razmišlja. Prevzeli so paradigmo tam nekega siljenja s hrano. Pa zaprejo te punco na zaprt oddelek, in dokler ne je, ne sme nikamor jeti. Ta mala še tablete dobi, antipsihotike, mislim, kak kriminal. Jaz pa ne smem je to predavati na noben kongres, psihiatrični oziroma psihoterapevtski. Ne, vode pa ne. Wow, sem tole povedal, okej. Ok, spolne zlorabe bi še rekel, mogoče, to je pa treba spet drugače s psihoterapijo, spolne zlorabe, so posebno poglavje pri motnjah hranjenja, tle je pa treba pa še več znanja, kot sam tam disfunkcionalna primarna družina. Ok. Ja, nekaj izkušenj iz svoje klinične prakse si že delil s poslušalci. Imaš na zalogi morda še kakšen primer dekleta ali pa fanta, ker si imel tudi že fante v obravnavi? Pa saj sem rekel, da jaz zdaj ugotavljam po vseh teh kliničnih primerih, ko vprašam vas, bila spolno zlorabljena? Ne. Ko pa delaš? Ja, bruham, pa režem se. Starši ločeni. Ok. Ampak ločitev ni bila toliko, še nek očim je tam, ne? Ampak pol pa za vsak slučaj s hipnozo iščem spolno zlorabo, pa še trčim na spolno zlorabo. To je najhuj, če ima deklica ločeno družino, pa spolno zlorabo, pa da se uklešči v motnje hranjenja. Se pravi, motnjo percepcije telesa, kot nelepega. Ker spolna zloraba intervenira tisto lepo telo in pol pride tam preko moški penis, ona ima pa tam fundament za imeti lepo telo, penis pa prehitro pride. In si sesuje cel hard disk, se pravi, cela percepcija lepega telesa, joj, imam lepo telo, ta penis pa prezgodaj pride, potem se naselijo pa virusi po celem hard disku, percepciji tega lepega telesa. In to je zajeban, mislim, sorry. Jaz sem tam imel že
motnje hranjenja, gledam družino, ni bilo fotra, ločeni. In pol gleda šmenta, najdem spolno zlorabo, za katero punca nič ni vedela. Ne? Ena mi je lagala, ni vedela, pa s hipnozo pa najdem, joj. In pa je treba sterapirati spolno zlorabo, potem je rehabilitirati občutek, ne, da je njeno telo vredno, občutek za nazaj. V oedipalno fazo je treba deklici dopovedati, da je njeno telo lepo. Potem pa občutki, da je nekaj narobe s telesom, zbledijo. Pa neka posthipnotska sugestija pomaga. Pa še tako je, ne, glede na to, da se v oedipalni fazi zgodi to, ne, pri 4, 5, 6 letih se ta percepcija lastnega telesa ponesrečena zgodi, ni bilo očeta, mogoče spolna zloraba, ampak potem pa sledi po 6. letu pa neka percepcija telesa, ko ona ugotovi, da njeno telo je vendarle lepo, tako kako imajo vse deklice. In potem ta anorektičnost, bulimičnost, kompulzivno prenajedanje lahko zbledi spontano, tudi brez hospitalizacije. Ženska sama pri 30 letih, ko spozna, da ji zobi odpadajo, ko zmanjka kože za rezanje, ne, in ona se potem pa res odloči, ne, in je uspešna brez terapije, ker mnoge ženske to nobenem ne povedo, ona pa skozi bruha, pa nekaj dela. Ne. In ona spontano, rekel, doseže, da motnje hranjenja izzvenijo. Zato, ker je v procesu odraščanja bila oedipalna faza pri 6 letih zaključena. In potem se je neka nova psihična realnost začela bolj spontano na prijet način dogajati po dekličini glavi. In to obdobje po 6. letu se uveljavi po recimo 25. letu. In ženska je imela problem do 25. leta, potem pa nič več. Ne vem zakaj. Zato, ker se je uveljavilo obdobje po 6. letu. Ker takrat pa nisi imela problem s telesom, ker je bila pa vrtec, šola, ne vem, se pa vse dogajalo in nisi mislila ta problem primanjkljaja očetove pohvale, glede na tvoje telo. Skratka, mislim, zdaj, ko jaz not padem, včasih kaj pozabim povedati, mogoče bi še, mislim, če fante še upeljem, ne, se reka, tudi fanta sem imel zdaj v neki obravnavi, ne, to 10 let nazaj, kaj je ta fant mi delal, to mi je lagal. Zdaj bom pa po resnici povedal, ne, čisto takole, ne. In sem rekel, kakor je rekel, zdaj bom pa po resnici povedal, to meni noben ne reče, ker se podrazumeva, da bo povedal po resnici. On je pa to, zdaj bom pa po resnici povedal, to, ki izpostavil, se kolega tam ga laže. In potem jaz snemam to, predvajam mami, pa rečem, lejte, tole mi je govoril, joj, to ni res, laže. Je rekel, jaz jem vse, ne, to pojem zjutraj s štručko. Je rekel, kakaj štruck imamo po vsaki omar 3 štručke skriva. Pa reče, jem jogurt. Se rekel, jogurt ne moreš jesti, jogurt se pije. Ne, kako imaš 45 kil, imel si jih 55, pa 175 si velik. Se rekel, zdaj si pa predstavljali, da pride ena dobra mrha, ne, malo sem preveril, če je gej. Sem rekel, če pride ena dobra mrha, a imaš rad? Ja. Ne. Ja, zdaj pa 5 ti na njo, ona sploh čutila ne bo, da si gor, ker imaš 45 kil spojstlo red. To se vražati začela, sploh te ne čutim. Daj me malo, pohod me malo, da malo čutila, da je napeza na men. Ti si pa košmarn pajk. Pa je debel gledal. Sem rekel, ne boš mislil, da si ti zdaj car, imaš tele kile. Ti si, mislim, to nisi nič, to nisi uporaben za seks. To baba sploh ne čuti, da si na njej. Da skačeš po njej, ona sploh ne ve nič, ne. Da je to čist napačno se zakalkuliral, se ni imel sex life, ampak ok, neko fantazijo je pa imel, ne. Neke porniče je že gledal. Ampak Hiru je, in to na način, da jaz ugotovim, ne, da on je imel probleme pri sprejemanju mame. Ne, mama nekako je kuhala in on je bil tam skozi neki kuhinji. Pa mama, ne. On je imel odpor sprejemanja nečesa v sebe. In on ni mogel hrane pogoltniti, ker je imela hrana simbolno strukturo nečesa neprebavljivega in tudi v sebe ni spravil. Kaj šele, pa ni bruhal. Ampak on ni mogel v sebe spravljati neke neljubosti. In je kar samo 2krat je prišel, ne, in ni hotel več hoditi. Zato, ker me ni mogel prefilmati. Jaz sem mu dal neke projektivne tehnike, nekaj mogel risati.
In tam pa ni mogel zablefirati, ker ni vedel, kaj jaz gledam. On je take stvari tam risal, sem rekel, kje imaš pa ti samozavest? Ja, bom bolj mehno. Ja, ne, da ti jo sploh nimaš. Si rekel, ko si ti tole, a tu to pomeni, pa je začel črtati, bom še enkrat, pa je drugače. Si rekel, da je tam hipnotiziral. Ne, kako pa to? Jaz sem rekel, da boš ti bolj odkrito meni govoril. Ok, pa ga uspavam z eno očko takoj pogleda. Skozi sem imel kognitivno kontrolo, ker mi je skozi lagal. Skozi me je zavajal, pa je mislil, kako je pametne, da mu jaz nasedem. Si kolega, zavajaš me, ti mi skozi lažeš. Ne. Si rekel, tole pa tole pa tole. Pod hipnozo bi ti mogel zapreti oči, ti si pa vmes gledal. Jo sem mislil, ja narobe smislil. Ti misliš mene, da boš nadmudril. Prepameten sem, da boš ti mene nadmudril. Srednješolec, sem rekel, bež, da te ne vidim, siru boš. Babe se bojo norca dela s tabo, ker nimaš kil. Jaz sem se mogel šrf, ker sem tudi vedel, da ne bo več prišel, to on se pa zadnjič, pa bom jaz govoril. Ker če sem jaz govoril njemu, sem ga razkrinkal in pa hotel on govoriti. Skratka, moški so tudi fejst, zapleteni. Nam lahko kaj več poveš še o tej tako imenovani bigoreksiji, ki prizadene fante oziroma moške? Psihiatri bi rekli, da za bigoreksijo obolevajo pretežno moški. Ja, ne obolevajo, ne. V miselnih sistemih imajo virus. Bigoreksija pomeni, da je taka neka čudna anoreksija, ko on zdaj niža te kalorije, zato da mu mišice se bolj pokažejo, pa se pa šopa še z anaboliki. Zato, ker ta kot sem že prej povedal, kastracijski kompleks naredi moškega, da bi bil bolj mišičast. Simbolni nezavedni procesi v primarnem procesu, v nezavednem, v realnem, imajo račune brez krčmarja oziroma spontano faloizirajo med drugim, ne samo avto, ne samo denar kot falus, ampak tudi telo kot falično. Moški to delajo in pol je strašansko prijetno, če je mišičast. Potem se pa gledajo in potem v tem protokolu pridobivanja mišičastega telesa tudi hujšajo, jejo izbrano hrano, beljakovine, ne vem kaj, se pravi tudi neke proteine, preparate, tudi mogoče te prepovedane anabolične steroide in potem oni Američani bigoreksija. Ma ne, tip ima simbolne procese pač take. Zdaj pa, če je obseden s tem, hodi v fitness, to je način njegovega življenja, gleda se v gledalo, zdaj on pa Schwarzenegger ali pa Jean-Claude Van Damme. In pol dela na tem. Ženske načeloma ne. Ženska ve, da je telesna, razen če je lezbika. Ona bi pa pol še mišičaste imela, mišice. Načeloma pa normalna ženska ne bo hotela imeti mišičasto telo. Določene ženske bi vadila sam mišic pa noč imeti. Zakaj že ne? Zato, ker noče falusa, se pravi, imeti moški spolni organ na sebi, ampak ga mora telo unovčiti zato, da ga bo v sebe dobila. Se pravi, ženska ima drugo simbolno strukturo. Zdaj, če ženska to hoče, lezbika pride, jaz rečem temu, simbolne disonance, ko simbolni procesi napačno delujejo. Pri fantu delujejo po diktatu genitalij na en način, dekletom, ženskam pa na drug način. Problematični, kar se tiče simbolne disonance, so geji pa lezbike, možate lezbike, pa feminilni geji. Skratka, tale bigoreksija ni diagnoza, ampak je na splošen način življenja sodobne narcistične populacije, ki bi imela rada falično simbolno strukturo mišičastega telesa, s katerim napada žensko željo. Kaj pa svetuješ za konec? Bodi si tistim dekletom, deloma tudi fantom, ki imajo probleme s hranjenjem, in konec koncev psihiatrom, kliničnim psihologom, psihoterapeutom, ki se ukvarjajo z motnjami hranjenja? Jaz bi rekel, dajte se oplemenititi s Freudom. Oziroma, Freud seveda ni bulimija, anoreksija, to ni nevroza, značilna za Freudov čas. Ampak ima pa paradigmo te Freudove nevroze. Freudova znanja, psihoanalitična znanja je treba osvojiti. Zdaj, da ne boste zdaj diplomirali na Freudu ali pa na psihoanalizi, jaz sem tole povedal v dobri veri, da tisti, ki se s tem ukvarjajo, začnejo psihoterapirati anorektičarke, bulimičarke.
tiste, ki se kompulzivno prenajedajo, tudi športnike, recimo moške. Ne jih filati s tableti, z antipsihotiki, potem pa za stranske učinke imate še tam neke stabilizatorje razpoloženja, ki imajo pa stranski učinek hipomanijo. Ne to delati, to je kriminal. Podučite se, tuhtajte na način, da gre za izvorno travmo kot prvi dogodek, ki se je naselila v psiho, v fundament psihe, v otroštvu. Preverjajte, ali se je zgodila spolna zloraba, ali je samo disfunkcionalna družina, odsotni oče, če govorimo za ženske, za dekleta. Treba se s pogovarjanjem lotiti ene ženske, punce. Ne jo za 3 mesece zapret nekaj in potem ji ušesa navit, če ona popacka, namesto da bi pojedla. Če ona skriva tablete, pa jih stran meče. To so meni povedali vse tehnike, kako tableto ven vrže z ust, ker veš, da ti dajo antipsihotike, ki imajo stranske učinke. To delajo psihiatri. Naj vam psihiatri ne pade krona z glave, pa se naučite kaj od mene. Od mojih tekstov ali pa z tega podcasta. Amen. Ja, prišla sva tudi do konca z vprašanji. Hvala, ker ste naju poslušali in če ste zdržali do tukaj. Če so vam te vsebine všeč, polajkajte tale video in se naročite na kanal. Podporo nama lahko izkažete tudi z donacijo preko ene od povezav v opisu tega videa. Zelo hvaležna bova vseh vaših donacij, ki nama sporočajo to, da nadaljujeva s podcasti. Bliža se 8. marec, Svetovni dan žensk, in naslednja tema bo povezana prav z ženskami, okoli katerih se, kot praviš ti, Roman, svet vrti. O tem pa si napisal tudi knjigo Prvi spol. Za danes pa je to. Lepo se imejte do naslednjič in lep pozdrav. Čau.